Isti ljudje, ki so za včeraj zgubili za 10 milijonov evrov mask, pa ne znajo konsistentno v kamero niti povedati, da so jih že plačali, a jih niso plačali, s tem zakonom in s to določbo želijo, da jim namenimo brezpogojna pooblastila za upravljanje 10 milijard evrov javnega denarja. En dan po tem, ko so zgubili za 10 milijonov evrov mask, za katere, ponavljam, ne znajo povedati niti, a so jih že plačali, a jih niso plačali. A se vi hecate? Ampak najbolj zaskrbljujoč del v tej zgodbi pa je, da vladna nesposobnost ni tisto, kar bi nas moralo v prvi vrsti skrbeti, ampak je krhanje osnovne demokracije, ki se dogaja pod pretvezo epidemije. Odpravlja se izvoljeni organ, ki je Državni zbor, in njegova temeljna pooblastila, ki je rokovanje z okvirjem financ v tej državi, prenaša neomejeno in brezpogojno na vlado. Isto vlado, ki sočasno zelo na glas razmišlja in razlaga o tem, da bo na ulice poslala vojsko. Kolegice in kolegi, za tako smer političnega razvoja obstaja zelo specifičen izraz. Takemu političnemu razvoju se reče udar.